V svetu koles, ki pogosto sledijo enakim vzorcem, predstavljam kolo, ki si upa biti drugačno. A ta posebnost ni vedno sprejeta, saj se večina raje zateka k običajnemu. To kolo ni zgolj prevozno sredstvo, temveč manifestacija edinstvenosti, ki nas spodbuja, da cenimo tiste, ki si drznejo izstopati iz množice. Kva pa ta naracija, ljudje? A je dober? Ni ved, lop se navadu, tako da zdajle zajadrimo v intro, pa naprej v akciji. Tole je Bolt Unplugged Pro in gre za enduro kolo mlade švicarske znamke Bolt, ki slovi po elegantnih, unikatnih okvirjih s skritim amortizerjem. Do zdaj so imeli v ponudbi LinkedIna, ki ima 135 pa 150 mm hoda, z letom 2023 so pa dodali tale stroj, ki ima 160 mm hoda in je krasen. Leta 2019 je to firmo kupil Scott Bikes in zato lahko tudi Scotte vidimo nekako s podobnim dizajnom, ampak ne glede na vse, Bolt ima še vedno svoj lasten razvoj in sledi svojim sanjam. Kaj torej vedeti o tem okvirju? Dajmo reči, da sta inovativnost in integracija ključna faktorja pri tem kolesu. Vse cevi so speljane v okvir in se jih praktično skoraj nič ne vidi, razen klele prebalanci pridejo ven, ampak to je pa to. Je pa dobro vedeti, da ta okvir zdaj ne podpira več klasične napeljave žičnih prestav, ampak je wireless only. Posebnost okvirja je valjda skrit vodoravno postavljen amortizer Fox Float X, ki nudi 160 mm hoda, več o samem sistemu vzmetenja bom povedala malo kasneje, spredi pa krasi Fox 38 vilca, ki nudi 170 mm hoda. Okvirja v small in medium velikosti prijeta v malet načinu. To pomeni, da je 27,5 obročnik zadaj, 29 obročnik spredi, velikosti large pa X large pa prijeta v celotnem 29-colskem načinu. Seveda lahko to regulira z menljivimi vložki na zadnji lihajki, s tem pa lahko tudi spreminjaš višino gonilne osi za plus minus 5 mm. Kot vilca je 63 stopinj, s šalčkami krmilnega ležaja pa lahko te stopinje regulira za plus minus 1 stopinja. V okvirju nad amortizerjem se nahaja tudi Save the Day kit in je zlahka dostopen tako, da snamaš tale ščitnik dol spodnje cevi, noter se pa nahajajo zračnica, pumpica, teli plastike za snemanje gume, vezni člen verige in pa oset osnovnega orodja. Na voljo sta drugače dva modela, in sicer Pro pa Ultimate. Ultimate je ta hud in ima Olnins vzmetenje, ta hudo X01 brezžično prestavno grupo in pa XTR bremze. Tale Pro, ki ga imam pa klele, ima pa osnovno Fox vzmetenje, GX Access prestavno wireless grupo in pa SLX bremze. Vse ostale komponente so hišne od Syncrosa. Moram pa klele sam reči, da sem jaz dal svoje wheelsete iz Nukeproofa gor, ker mi je bilo novih škoda, tako da upam, da ne boste zamerili, ampak tako to je. Kar se cene tiče, Ultimate košta 8300 batov, tale Pro košta 7420 batov, mogoče dobite tudi kakšnega na akciji, za več pa spremljite wheelbase-shop.com. A ja, pa obstaja opcija tudi nakupa samega okvirja, ampak ta okvir košta 5300 batov, kar pa dvomim, da je smiselno. Kako deluje vzmetenje? Poimenovali so ga IST, kar pa pomeni Internal Suspension Technology. Glavno vrtišče je vpeto okrog gonilne osi, ta zasnova pa naj bi mu dovoljevala kompakten in kratek link, to pa pripomore k nižji teži in togosti okvirja. Zdaj, poleg dobrega delovanja, je cilj tudi ta, da amortizer skrivajo pred udarci, umazanijo in drugimi zunanjimi vplivi, ki bi znali dopuščati pol tudi to daljše servisne intervale. Da se čuti pridih Scotta, so pa valjda dali tudi tole ročkico, s katero upravlja zaklep amortizerja in dvigovanje potopne sedežne opore, in kot pri Scottu se mi tudi pri Boltu ta zadeva zdi zelo gej! Same geometrije jaz ne bom razlagal, ti pa klele puščam tabelo, da si jo pogledaš, če ustreza tvojim visokim standardom. Alright, zdaj pa moje izkušnje s temle bajkom.
Bike testiram že 2 meseca in priznam, da mi je vrhunski, sem se pa na začetku kar lovil. Zadnji konc dela fenomenalno, sem se pa lovil z drugimi stvarmi in sicer s 340 mm oddaljenosti od tal do gonilnega ležaja je bike full nizek in kljub nastavljenih 30% sega na amortizerju sem imel kar težav z zapenjanjem gonilke v tla. To je kar moteče, zato ker sem zapel že na štartu, kaj šele pol na trailu. Pa je to nizek stari. Pa tudi na vzponu je moteče. Zdaj, na navadni taki potki lepi ni problemov, če pa voziš kakšno tako osko tehnično pot na gor, pa velikrat zapneš s pedalom v tla. Evo, klele imajo šop korenin. Zdaj pogledajte, koliko je pedal blizu. Eto. In je samo čez kornino. Evo, le. In sem nasedel. Tako da zelo nizek bike. Nekako to lahko rešiš tudi s pozicijo teh flip chipov, ampak jaz nisem našel te rešitve. Krajša gonilka bi bila dobrodošla, pa mogoče bi rešil tudi s tem, da bi si dal malo več zraka v zadnji amortizer, ampak mi je bil pa tako dober nadol, da nisem hotel pipati. Dizajn okvirja mi je hud, ker je drzen in futurističen, tudi narejen je dober in vsaj kakšnih pomanjkljivosti jaz v teh 2 mesecih nisem našel, pa tudi barva mi je nekako kar všeč, zato ker sem se črnih okvirjev v zadnjem cajtu malo naveličil. Sprednja vilica načeloma dela dober, se pa opazi, da nekje v sredini hoda ni takega suporta, ki bi ga lahko imel. Za ta denar bi jaz pričakoval, da bi dal vsaj Grip 2 kartušo, ne rabim lih factory, ampak vsaj Grip 2 kartuša bi bila dobrodošla. Za nekoga, ki pa teh stvari ne občuti, pa ni toliko zahteven, mu pa zihar vilica dela dobro, ker začetne tresljaje pobira vrhunsko. Bike mi je drugače v osnovi z vsemi temi spacerji pod fajfo kar previsok. To se največkrat čuti na tem, da ti začne prezdvigati sprednji konc prevožnji v klanc. Jaz vem, da ta bike ni bil lih najbolj narejen za plezanje, ampak še vse ni moteče. Vem, da bi to lahko rešil, če bi odvzel te spacerje, ampak ni malo dela in glede na to, da je to testna bike, ne moj, se jaz s tem nisem toliko zabavil. Kaj pa minusi tega bajka? Definitivno pazi, če boš menil rotorje. Jaz sem hotel dati svoje Breaking Semi-Wave S3 plavajoče rotorje gor in ker imajo pine, ni šlo v okvir, zato ker je med rotorjem pa med okvirjem ful malo placa. Tako da če furaš kakšne hope, take breakinge, ki imam jaz, pazi, ker ne bo šlo. Dobro, da sem to opazil, ker drugače bi okvir spraskal, pa bi mi bilo kar bed. Naslednja stvar je tale kokpit. Kokpit mogoče zgleda futuristično, zato ker je balanca pa fajfa sta zlita v en kos, ampak sam feeling na balanci pa meni ni toliko domač, kot sicer klasičen kokpit je zame še vedno boljši, pa tudi nikoli ne bi izbral karbonske balance, ker mi je v osnovi pretrda, pa imam eno slabo izkušnjo, zato ker sem eno že zlomil, pa mi ni prijetno v glavi imeti karbonski kokpit. Mogoče je pa minus tudi ta, spet odvisen za koga, zame je, da ta okvir, kot sem že na začetku poudaril, ne sprejema več klasičnih prestav na žico in vas avtomatsko prisil v to, da kupite wireless. Predstavljam pa si, da kupite takega bajka, druge opcije kot wireless sploh ne v hodu. Kakor sem rekel, bike sem furil 2 meseca in z njim nisem imel nobenih težav, me pa zanima valjda, kako bi bilo na dolgi rok mogoče z vzdrževanjem krmilnega ležaja, ker bovdni prhajajo v bistvu direkt iz njega in pri pranju gre zihar umazanija v krmilni ležaj, ker ponovadi pridejo bovdni iz okvirja, ne gre skozi krmilni ležaj, tako da nekaj na tem bo. Pa zihar je žurka šraufa tale zadnji sistemom vzmetenja. Si pa predstavljam, da kupec tega okvirja ne bo imel teh težav, ko bo pripeljal na serviš, pa bo rekel "Ain't my problem, bitch!" Šraufi pa klema žnar. Tako da, ja, to me zanima, ampak tega nisem skušal v teh 2 mesecih. Pri meni je delo vrhunsko in sem bil z njim zelo zadovoljen. Overall mi je bike zelo lep, zadnji konc pobira ravnine vrhunsko, priznam pa, da sva se mogla malo navaditi drugega. Všeč mi je tudi, ker je malo poseben in z njim malo izstopaš. Enim je ful lep, drugim je tako malo bike za metroseksualce. Velikih je pa tudi mislim, da imam e-bike zaradi tega oblike okvirja, ampak ne, ni e-bike, tako da lahko po svetu hodiš z dvignjeno glavo. Če bo ta bike kdaj moj, definitivno dan klasičen kokpit, dan krajše gonilke in pol bo po moje bike bombnik. Skratka, če rad malo izstopaš, če imaš rad napreden dizajn, če se rad dobro peleš, pa če si lahko tole tudi prvoščaš, jaz pravim, da si ga vzem. Jaz sem z njim kar užival v času testiranja in če imaš moj Instagram, si lahko tudi videl. Če vam je bila ta epizoda všeč,
Lajki, share, subscribe, ker s tem podpreš mene. Lahko me pa podpreš tudi, da kupiš kaj na moji spletni strani v-back.si. Se vidimo v naslednji vojni.